En lep dober večer vam želiva danes, a vam je kaj vroče, kako kaj preživljate te poletne dneve? Meni je vroče. Zato je v skoraj dolgih rokavih. Ja, tukaj je pa rahlo klimatizirano in prijetno hlajeno, tako da ne trpiva preveč. Res je. Jakob, kaj imaš danes pripravljenega za nas? Ja, kar nekaj vprašanj je bilo, pridno spremljate Lili in njene nasvete in veliko vprašanj je bilo povezanih s tem, kaj ti sploh počneš v resnici? Mislim, si ful fino, fajn brata, ne? Ampak kaj pa v bistvu ti počneš? Ja, veliko poveš, ampak bolj jih je zanimalo, kako jim lahko tudi izven televizijske oddaje pomagaš. Tako, evo, zdaj bolj razumeš. Ja. Saj je veliko tudi tega. Ljudi, ki so prvič, ki rečejo, sploh ne vem, kako vprašati, kaj lahko vprašam. Tako da super istočnica. Kje bo začela? Ja. Pripisnik analiza, pripisnik nasvetovanja. Kaj počnemo? Naravo hodam. Ja, v bistvu več različnih stvari. Najbolj pogosto pridejo k meni ravno zaradi numerologije, se pravi, kaj me čaka in tako naprej. Tukaj bi se vedno podarjam, numerologija ni prerokovanje, jaz ne moram vedeti, kaj se bo zgodilo v odnosu, lahko pa pomagam razumeti odnosa. So določene situacije, ko me pač neke stvari prešinejo, ko je pač neka energija, ko so dosti jasni odgovori, velikokrat pa mogoče tega tudi ni. Tako da rajši naprej povem, kakor da smo razočarani, torej šlogam. Drugače pa ja, marsikaj. Ko govorimo zdaj o teh ena srečanjih, ki so trenutno najbolj popularni, ti potekajo trenutno preko Skype ali pa preko Zooma. Torej, e-maili, ki pridejo, te lahko povabim na kavo ali Ne. Pa zdaj mi govorimo o numerologiji, ne o kavi. Dating service še nisi odprla. Čeprav tudi to priznam, se zgodi. So se pojavile kakšne moške osebe, ki jih strašno zanimala numerologija, pa se je potem izkazalo, da temu ni čisto, da so bili drugi nameni zate. Moram reči, da se pa vse več moškega sveta odpira numerologiji, odpira ezoteriki, odpira duhovnosti in nečemu več, kar me ful veseli. Tako da največ je tega, kaj me čaka, sploh letošnje leto, glede na to, kakšno je bilo lansko leto, kaj lahko pričakujemo. Tukaj bi poudarila, ni samo letošnje leto specifično. Drugo leto bo mojstrsko leto, vsi mi gremo v zelo pomembno leto, tako da tudi naslednje leto je pomembno, kaj nas čaka. Sicer je pa veliko tega, kaj je moje poslanstvo, kaj je moja naloga. V zadnjih nekaj tednih moram reči, nekaj je v zraku, ampak toliko mailov, ko sem jih jaz dobila, nimam več kontrole nad svojim življenjem, ne vem, kaj ne naredim, ne vem, kako naj se obrnem. Celo 2020 ni bilo tako da velike tega. Se pravi, v dani situaciji, kaj moje števile pravijo, kako mi lahko pomagajo v tej zmedi, ki jo mogoče ali pa pri neki odločitvi, ki jo imam zdaj pred sabo. Ampak ni to na nek način predvsej boljši vpogled, kakor vedeževanje. Ker vedeževanje, pač ti nekdo pove, kaj se bo zgodilo, si ti pač postavljen tam kot neka lutka in se ti pač stvari zgodijo z analizo in pač s tvojo pomočjo, vsaj iz svoje izkušnje, pač dobiš nek dodaten vpogled, neke smernice, razumevanje in potem pač sam pokreiraš in vidiš, kaj se da narediti in zgoditi. In spremeniti. To se mi zdaj pozabljamo, kako zelo veliko možnosti imamo spremeniti stvari. Ja, jaz se spomnim pred leti, je moj prijatelj rekel, pa se to bi pa brez veze, če bi se vedeli. Zjutraj bi vstal, malo na uro pogledal, tup sem se zaletel, najstarije sem evropsko poročilo že napisal, zjutraj pri kavi. Brez veze bi bilo, če bi se vedeli. Pa res je tudi, da če menimo, da bo nekaj tako sami tako kreiramo, dobro in slabo, pa smo znova pri manifestaciji, to je oddaja, ki sva midva že imela, tako da če niste videli, vabljeni na YouTube. Veliko je pa tudi teh osebnih analiz, ko govoriva o odnosih, to je tudi že ena oddaja posneta, o temu, kakšnega partnerja jaz kot jaz potrebujem, ne glede na to, ali sem vezana ali sem že v odnosu. Veliko je svetovanj, ko govorimo o karmi. Vse več je tudi tega, kakšni so moji karmični zapisi, zakaj se mi stvari ponavljajo, kako ven iz tega. In bom rekla, zelo velik razkorak se v zadnjem času kaže med ljudmi, ki pridejo z nekim odnosom, kaj lahko jaz naredim, da to spremenim, zakaj se mi to ponavlja, kaj delam narobe, kaj lahko jaz drugače zdaj tukaj postavim. In pa ljudi, ko je še vedno vse, ko so drugi krivi, nič se ne da, zakaj se to vedno meni dogaja. Ta razkorak je pa vse bolj očiten. Tako da tukaj bom rekla, numerologija je super, ker nam lahko pomaga razumeti, zakaj. Imamo občutek, da smo v začaranem krogu in da se nam dogaja krivica in kako ven. Po drugi strani pa tako, kot si sam rekel, je svobodna volja, sami kreiramo, sami lahko tudi ostanemo v nižjih vibracijah, če tako
izberemo in se odločimo. Če se vrnem mogoče nazaj, to vprašanje ni bilo v mailu, ampak... Se mi je zdelo, ker so se mu učki zasvetili. Prej si rekla, da vedno več moških pride na svetovanje. Se njihova vprašanja kaj razlikujejo od vprašanj žensk, ki pridejo k tebi? Dobro vprašanje, čakaj, da razmislim. Ali pa če ima mogoče več drugih tem ali pa... Predvsem so krajše, tako bom rekla, veliko bolj praktičen pristop, tudi pri ženskah. So ženske, ki pridejo hvala lepa, nasvidenje, so zelo pripravljene, zelo organizirane. Pri moških je običajno, zakaj je to zdaj tako, kaj lahko spremenim, se strinjam, se ne strinjam, se strinjam, pa se nisem pripravljen spremeniti. To moram reči, že v zadnje pol leta sem imela par zelo zanimivih primerov strani moških v kontekstu, ko rata zveza resna, grem ponovati narazen, zakaj mi ne uspe ženske obdržati, zakaj in pridemo do neke točke, ko je res sem tak, ampak bom ostal tak, tudi če me to stane neke resne zveze. Tako da moram reči, da zelo bolj praktični, pa bolj osredotočeni ste. Za razliko od žensk pa mogoče od moških kasneje dobim feedback, čez kakšen mesec, dva, zdaj pa razumem, ko se tudi kakšne stvari zgodijo, pa mogoče malo drugače pogledaš na situacijo. Pri ženskah je pa ponovadi tisto, tako da tle mogoče. Še vedno se mogoče, ne bom rekla skepticizem, ampak neka analitičnost, pa neka potreba po potrditvi malo bolj kaže pri moških kot pri ženskah. Ja, pa verjetno razlika je tudi v tem, da ste ženske precej bolj intuitivne in določene stvari, ki si jih med sabo delite, takoj začutite. Moški moramo še zmeraj narediti izkušnjo, jo dobiti na lastni koži, preden jo lahko ocenimo. Tako da stvar, ki me zanima je, oziroma v maili, kakšna je razlika, če se nekdo naroči na svetovanje prek Skypa, 1:1, ali pa če naroči analizo, ki dobi domov pisno analizo. Zdaj, velika razlika, ki je, zdaj Skype se posname, pa je tudi trajno. Pri Skype je pa tako, če govorimo zdaj ali o analizi odnosa, ali o spremembi imena, ali o nekem takem svetovanju, se mi zdi veliko več daš v interakciji, ko začutiš človeka, ko vidiš neko situacijo, kot te nekdo takoj nazaj vpraša. Če pa zdaj govorimo o tem, kaj je moje poslanstvo, kje so moji talenti, neke take splošne stvari, smernice, ki nas zanimajo za celo življenje ali pa za darilo za nekoga v končni fazi, so pa te knjižice pa na drugačen način uporabne. Jaz se s tem ukvarjam zdaj že praktično 20 let, pa po 15 letih slišim ljudi, ki mi rečejo, 15 let nazaj sem knjižico naročil ali pa naročila, pa še vedno kaj novega najdem, ker se tudi mi spreminjamo. In zdaj pač eni rajš berejo, drugi se rajš pogovarjajo, tretji rajš poslušajo. Različni smo si. Tukaj predvsem mislim, da te analize, sploh debelejše analize, si jo naročiš enkrat, pa imaš celo življenje, pa imaš noter poslanstvo, karmo, lekcije, obdobja in tako naprej. Obstajajo pa tudi krajše analizice po 8 evrov, ki so pa namenjene tistemu ferbcu za nekoga, ki si ne predstavlja, kaj je numerologija, ki ne pozna mojega dela, ki se mu mogoče zdi, 8 evrov, tudi če se okon vržem, ni zdaj neka huda izguba. Pa so tudi krajše, ampak je pa res se osredotoči na tisto, o čemer govorimo. Recimo najbolj popularna je darilo boginje, ki dejansko samo samoglasnike ženskega imena vzame in nam da ful informacij, kako sebe okrepiti, kdo smo kot boginja, kaj krepiti in tako naprej. Imam res vsak 8. marec je ponovadi to za darilo in imam vedno ful dober odziv. Moram reči, tako še sama sem včasih presenečena, moram priznati. Tako da, čisto odvisno, kaj iščemo. Te pisne analize so dejansko namenjene temu, da nas spremljajo celo življenje. Pol recimo karma, lekcije so take analize, ki je pol analiza, pol delovni zvezek, lahko zraven izpolnjujemo, spremljamo svoj napredek. Isto so vodila za vsako leto, in to veš, kako vsak januar. Vsak januar ga dobim, tako, res je. Ki je pa pač namenjen temu, da nas spremlja tisto leto, za vsak mesec so izzivi, so naloge, so vprašanja, tako da čisto odvisno. Odlično. Kaj se zgodi tebi med tem, ko si s človekom uživo na zvezi? Ko delaš analizo, ko dobiš samo datum, ime, priimek, kako drugače ti doživljaš to analizo, ko delaš? Ful različno, ampak moram reči, ne glede na titek se moram jaz prej pripraviti. Ne glede, zdaj govorimo o Skype, govorimo o pisni analizi, jaz prej pripravim izračune osebne števila in mi je tako fenomenalno, kako včasih energija sama steče in neke stvari začutim še preden človeka vidim recimo na Zoomu ali pa še preden začnem pisati ali pa še preden sploh pridem v neko interakcijo, ker tudi pri pisnih analizah je vedno tako, jo pošljem, pa vedno sem na voljo za vprašanje, če kaj je nerazumljivo in mi včasih
oziroma vedno znova fascinantno, koliko stvari se res vidi v številkah, tudi v samem odzivu ljudi, ki rečejo, pa to ne morete iz tega vam videti. Sploh recimo 1 na 1 za kakšne mlajše punce, bom rekla, ki so bolj sproščene, ne, pa to ne morete iz teh cifer vam videti, ne, ali pa odkje vi to veste, se sploh tega ne poznate, se ne poznate mene, pa kako. Se mi zdi tudi ta potrditev, ki jo včasih druga oseba dobi, se mi zdi dragocena in je tudi meni feedback nazaj, koliko res 20 let te interakcije z ljudmi ti da. Ker ena je teorija, to se lahko vsi naučimo, kaj pomeni 1, kaj pomeni 6, druge so pa različne kombinacije, ki vidiš, ki se odraža v eni osebi, v drugi osebi, v 30 osebah, ki izluščiš neko rdečo nit, ki meni kot numerologu pomaga na drugačen način ali pa na malo bolj bogat način to kombinacijo potem jaz razumeti in potem predati sporočilo naprej. Začela si tudi, če se ne motim, ker sem nazadnje brskal po tvoji spletni strani, z podcast analizami. Ja, to sem prej rekla, eni rajš beremo, eni rajš poslušajo, eni rajš gledajo tako. Dragocenost podcasta se mi zdi, medtem ko posodo pomivaš ali karkoli počneš, ne, lahko zraven poslušaš, tudi ko se voziš, recimo, da ne gledaš, ne, tako da ja, to svetovanje, kako se postaviti točno določeni osebi, se pravi, recimo, da bi si ti želel nekem Janezu postaviti po robu. Janez, pazi se. Zdaj pa je odklenkala. To pomeni, da daš tvoje podatke in podatke Janeza in na vajinih teh podatkih. Jaz potem pa nek kratek opis, seveda, kje je problem, ne? Jaz potem posnamem in se mi zdi, da odziv zaenkrat je super, ker dejansko, ko poslušamo, lahko večkrat poslušamo, zdaj, ko beremo, mora biti res pri miru in brat, ne? Tako da se mi zdi, nek praktičen dodatek je. Torej, ta podcast analiza se v resnici osredotoča na točno določen odnos. Točno določen odnos, problem v tem odnosu in ni važno, ali ljubezenski, ali se greva z Janezom steps. Ne, to pomagaš pri miroljubni rešitvi sporov. Tako. Ne vem, če so ravno pesti rešitev, ampak teta prvi podcasti, zdaj, ko so šli ven, so dejansko pač za točno določen odnos, ne glede na to, govorimo o partnerstvu, o starših, o otrocih, ker včasih roko na srce se je tudi najstniku težko po robu postaviti. Vsi, ko smo bili 15-16 let stari, smo bili najbolj pametni, pa vse smo vedeli, pa ful smo nazaj jezikalno, ali pa vsaj se trudili. Tako da včasih je tudi tukaj potrebno znati izbrati besede, da postaviš mejo, ampak da ne narediš neke škode otroku, ne njegovi samopodobi. Tako da za vse vrste odnosov pride to prav. Ena stvar, ki mogoče zdaj v času korone ni bila tako zelo aktualna, pa se tudi s tabo dogaja, so pa delavnice, kjer se učimo malo bolj poglobljeno. Ja, to pa moram reči, veliko je mailov na to temo, tako da nisem sicer še mislila napovedati, ampak po vsej verjetnosti se bo septembra začela Akademija numerologije, sicer namenjena tistim, ki že delajo svetovanje z ljudmi, se pravi za terapevte, za nekoga, ki pač potrebuje mogoče neko dodatno orodje pri svojem delu, pa definitivno spet male šole, ker to je pa res ogromno povpraševanje. Potem včasih je pa ful različnih delavnic, od tipično numeroloških do odnosov, do vsega in tudi jaz to pogrešam, moram reči. Čist nekaj drugega, če se ti usedeš z 10-15 ljudmi, pa se stisneš, pa se pohecaš. Tudi Zoom, vse je, ampak ni tistega čisto isto pristnega stika, kakor je bilo čas. Bom pa rekla, da za kakšne, ko govorimo pa o analizah odnosa ali po nekih svetovanjih, ko smo bolj ranljivi, je pa mogoče Zoom boljši, ker si doma v svoji dnevni sobi, se lažje mogoče zjokaš, če je treba, kot recimo, ne vem, v neki pisarni ali pa nekje na kavi. Tako da se vsemo z neke svoje prednosti pa slabosti, ampak bodo tudi delavnice spet, da pomirim. Kaj pa je mala šola numerologije? Mala šola numerologije pomeni, da se naučimo, kaj so osebna števila, teh 5 osebnih števil, ki nas najbolj determinira, kako jih izračunati, za vse osebna števila, za vse kombinacije, pač nek osnovni uvid, vtis v to, kaj je, večje obdobje v življenju, lekcije pa karma. In to na svojih lastnih primerih računamo, če se prav spomnim. Naučimo se, vsak zase in potem ponovadi imaš vsak za svoje otroke, za taščo, za soseda, za partnerje. In pa si glavni car na zabavi ali na rojstnem dnevu in odpreš mini numerološko svetovalnico. Tako. Pa je, tega je dosta, ne? Veliko tega, da grejo potem domov, pa mi kasneje piše, to sem pa zračunal, zato pa to osebo, a si prav razlagam. Tako da, jaz bom rekla, da če gledam zdaj teh 20 let približno, ker se s tem ukvarjam, je meni osebno
ful v veselje, da nas je tudi v Sloveniji veliko numerologov. Dejansko, če gledamo v Ameriki, recimo je numerologija poznana, pa je numerologov malo. V slovenskem prostoru nas je kar nekaj in to je meni super, sploh ko vidim recimo razliko, kad recimo sejem narava zdravja ali pa tako, ko imaš neko maso ljudi, ki je prišla mogoče z nekim drugim namenom na določeno prireditev, pa pride pa reče, moje število življenjske poti je toliko. In je tako carsko, to je tako dobro, ker dejansko gre za sam nauk numerologije, ki neko veljavo in spoštovanje znova dobiva. Tako da tukaj jaz vidim nek svoj namen, kar se numerologije tiče. Pa sva lepo zaokrožila celoto in zdaj se bom jaz poslovil. Ne bo šel. Zdaj bom pa pobegnil do naslednjič. Tako, najlepša hvala, Jakob, za tvojo družbo pa za vprašanja. Z veseljem. Tako da upam, da se kmalu vidimo spet. Mi bomo pa zdaj pogledali, kaj prinaša teden pred nami. Eno zelo tako ključno vprašanje se bo pojavilo, bi vas pa najprej povabila, da se kar lotite izračuna svojega števila življenjske poti, se pravi, da seštejete svoj rojstni datum do ene same cifre. Lahko si pomagate s prsti, z mobitelom, verjamem pa tudi, da sedaj že vemo, kaj to pomeni, ravno kar sem se hvalila, kako zelo fajn je, ko se pride recimo k meni, pa že veste, kaj to je. Se pravi, to število opisuje vaše talente, vaše darove, kaj je tisto, v čemer ste dobri. O tem bomo tudi naredili oddajo, oziroma smo jo tudi že. Torej, pred nami je teden, ki bo v ospredje postavil vprašanje, kdo je zdaj tukaj nor? A ti to resno? Stopili smo v 27. teden, malo specifičen teden je. Občutek, ki ga bomo mi dobivali, je, da se ali okolica norca dela z nas, ali sama situacija, ali same okoliščine. Torej, po eni strani bi se lahko določeni odnosi zelo skristalizirali, določene situacije zelo skristalizirale. Mogoče vam bo kar naenkrat vse jasno. Po veliki verjetnosti je, da boste po nekem aha trenutku kar vse dojeli. Po drugi strani pa, ker smo v letu nasproti, ker smo v letu ene in druge skrajnosti, je pričakovati, da tako kot nek občutek jasnosti, nek občutek razumevanja, nek občutek aha, zdaj pa razumem, bo prisoten tudi občutek, kaj za vraga se sploh gremo. Torej, pripravljeni bodite na en in drug ekstrem. Moj nasvet pa je, dihajte in počakajte. Saj veste, kaj pravijo, nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Dajte času čas. Stvari se bodo pokazale, kakšne so, ljudje pokažejo svoj pravi obraz, marsikdo ga ta teden bo, tudi mi sami. Tudi mi sami bomo mogoče končno prišli do tiste točke, ko bomo rekli, zdaj pa, da ne rečem kaj, lahko bomo malo bolj agresivni v svojem izražanju, lahko bi se zgodilo, da bi se nam zdelo najbolj praktično biti žaljivi, ali pa tako, kot je prej rekel Jakob, da bi kar obračunali s pestmi. To mislim, da ni najbolj prava pot. Včasih pa ta naš otroček v sebi potrebuje izraziti jezo. Torej, moj nasvet bi bil, če absolutno ne gre brez tega, da padete v agresijo, si dovolite biti jezni, si dovolite v svoji domišljiji, drugi osebi, situaciji, preteklosti, Bogu, svetu, življenju, krivici, ki se vam dogaja, izreči vse grdo, kar vam pade na misel. Biti nesramni, če to rabite, biti poniževalni, če to rabite, potem pa pridite nazaj v svoje bistvo in znova dvignite svojo vibracijo. Kajti stavki, kot so on je prvi začel, pa on je tudi to naredil, pa drugi so še slabši, izražajo našo lastno nezrelost. Ljudje, ki so zreli, se ne primerjajo s tistimi, ki so še bolj nezreli, pa ki so še bolj zaostali, neumni in ne vem kaj še vse. Ampak si želijo in trudijo biti bolj zreli. Včasih to enostavno ne gre, včasih nam poči film. Saj smo vendarle le ljudje. Torej, če se to zgodi v tem tednu, ne biti pretirano jezni nase, dajte si duška, dajte ven iz sebe, pomembno pa je, da potem sebe nazaj postavite v nek steber luči, ljubezni, spoštovanja in da potem zbrišete te energijske zapise, ki ste jih dali v eter. V prejšnjih oddajah smo že govorili tudi o moči vsake misli, ki je afirmacija, se pravi, če ste na nekoga zelo jezni ali če je nekdo zelo jezen, vas to kar čutite. Če je nekdo strašno togoten in vemo, da nam je zelo zameril, to včasih kar malo čutimo na vibraciji. Torej, ne bodimo mi tisti, ki dodajamo še več slabega v že tako nepretirano ružni situaciji sveta, si pa dovolimo za lastno zdravljenje tisto jezo, ki jo mi potrebujemo, zato da pogruntamo, kaj v bistvu nas v resnici moti. Kajti, ko si boste to dovolili, jaz verjamem, da boste ugotovili, da sploh ni bila ta oseba problem, ni bila ta situacija problem, ampak da vas je to spomnilo na nekaj, mogoče iz otroštva, nekateri pravijo tudi iz prejšnjih življenj,
in je to bruhnilo na plano. Celoten julij bo mesec, v katerem bo naša podzavest postregla s situacijami, ki še niso pozdravljene, z občutki, ki še niso pozdravljeni. Torej, dragi moji, dajte si to možnost občutiti, prepoznati, kaj je tisto, kar vas v resnici moti in potem dvigniti svoj nivo na malo višji. Zdaj bomo pa naredili še hiter pregled od 1 do 9, torej tisti, ki imate seštevek življenjske poti 1, pred vami je teden, ko je prav, da se postavite za sebe. Ta enka je zelo hitra. Enka je tista, ki želi narediti prvi korak, ki želi biti napredna, ki želi biti včasih tudi ta glavna. V tem tednu to mogoče ne bo šlo. V tem tednu se bodo mogoče neke ovire iz preteklosti znova pojavile. Tu so zato, da se vi znova vprašate, ali je to resnična pot, na kateri želite biti, ali je to resnična pot, po kateri želite hoditi naslednjo leto, 10, 20, ali je to oseba, ki vi želite biti in ali pot, po kateri hodite, vas dejansko vodi tja, kamor se vi želite prideti in k osebi, ki vi želite biti. Torej, kar nekaj eksistenčnih vprašanj se vam obeta ta teden. Število življenjske poti 2. Pred vami je teden, ki pa bo podobno vprašanje postavljalo na področju odnosov. Del kakšnih odnosov ste? Kakšna polovička odnosov ste? Kako komunicirate? Kakšen način komunikacije vi dovoljujete, kako postavljate meje. V mesecu juniju so bile naše meje zelo postavljene v ospredje, zelo smo bili testirani, ali znamo imeti sebe radi na zdrav način ali ne, se znamo postaviti zase. Ta energija se za vas malo nadaljuje v ta teden, predvsem na način, da vas bo željno vprašalo, kako boste to, kar vas moti, spremenili. Kako boste spremenili svoje meje, svoj način komuniciranja, da bi se spremenil način komuniciranja druge osebe. Kako boste vi spremenili sebe, da se bodo spremenile osebe v vaši bližini in njihov odnos do vas. Torej, vse poti vodijo nazaj k vam. Število življenjske poti 3. Pred vami je obdobje, ko bo vaša domišljija imela cel žur, tako kot ponavadi. Tudi sicer v mesecu juliju smo povedali, da bi nam znala domišljija ponagajati, da bi znali bežati v iluzijo. Zato bodite nekoliko pozorni. Ali je vaše sanjarjenje in kdaj se morda začne prelivati v vaše dojemanje realnosti oziroma v to, kar vi menite, da je res. Imate čudovito sposobnost videti potencial v ljudeh, verjeti v ljudi. Včasih pa se zgodi, da ti isti ljudje, ki imajo ful potenciala, ki bi lahko ful dosegli v življenju, tega pač ne želijo. Torej, ne biti vi razočarani za nekaj, kar nekdo drug ne dosega, čeprav bi lahko. Vsi imamo svobodno voljo in vsi imamo pravico do tega, da rečemo določenim stvarem, če tudi so super in dobre in fine in fajn, ne. Tudi vi. Število življenjske poti 4. Pred vami je čas, ko boste nekoliko opazovali svoje lastne temelje, ko bodite malo bolj pozorni na svoje fizično telo, na svoje počutje, ob kom se počutite ogroženi, ob kom ste kar malo zakrčeni. Veste, kaj malo težje zadihate v bližini neke osebe, mogoče tudi prostora, mogoče tudi določene zgradbe, določenega spomina, se pravi poslušati svoje telo, kaj vam sporoča, v tem času bo glasnejše, v tem času bi se lahko pojavili tudi kakšni strahci, ne jim preveč verjeti. Strah je samo misel. Strah je v resnici samo misel, samo možnost, ki morda se bo ali pa ne izpolnila. Lahko me je zelo strah pajkov, ampak po vsej verjetnosti me ne bodo pojedli. Vsaj mislim, da ne. Število življenjske poti 5. Pred vami je obdobje, v katerem boste iskali eksotično, vas bo zanimalo nenavadno, boste morda obžalovali določene priložnosti v življenju, ko pa si niste drznili biti dovolj svobodni, dovolj spontani, dovolj tudi mogoče vi eksotični, dovolj morda tudi vi strastni. Ampak veste kaj? Še vedno ste tukaj in še vedno je celo življenje pred vami. Še vsi dnevi vašega življenja so pred vami, kljub temu, da jih je že nekaj minilo. Torej, iz tistih, ki so minili, iz tistih želja, ki si jih niste izpolnili, črpajte ideje, kaj vse si še želite, česa vse še niste dosegli in potem iščite poti, kako si boste ravno to podarili. Torej, eksotično v nov teden. Število življenjske poti 6. Pred vami je čas, v katerem bi bili lahko mogoče malo bolj romantični, malo bolj čustveni, predvsem pa bi se lahko določene stvari, občutki, dogodki, spomini junija letošnjega leta vrnili. Kaj je junija ostalo nedokončano? Kaj se je takrat pričelo? Kaj je bilo takrat najbolj
ključno v vašem srcu, ali še vedno velja isto? Ali ste se vi spremenili, se je situacija spremenila, se je oseba spremenila in kaj vam vse to skupaj sporoča za vas osebno? Torej, v tem času je fantastičen dan vmes tudi kakšen za randi, za spoznavati nove ljudi, torej, če ste samski, biti pozorni. Število življenjske poti 7. Pred vami je teden, v katerem se boste obrnili bolj vase. Mogli bi se počutiti bolje, 27. teden vam bo pomagal pri razumevanju določenih situacij iz vašega ranega otroštva. Iz tam okoli, ko ste bili stari 2 do 3 leta, torej mogoče se stvari ne boste spomnili razumsko, ampak naša podzavest se spomni vsega. Torej, če bi vas v tem času nekaj zelo zmotilo ali pa bi priplavali na plano neki določeni občutki, misli, želje, potrebe po razjasnevanju, predvsem si boste želeli priti stvarim do dna. Želeli si boste vedeti, zakaj je temu tako, koliko časa je že temu tako in tako naprej. Torej, tukaj se lahko zelo izkristalizirajo neka fundamentalna življenjska vprašanja. Zato, dragi moji, si predvsem vi vzemite veliko časa zase. Število življenjske poti 8. Pred vami je čas, ko se bo zdelo, da stopate nazaj v svojo lastno moč. V svoj lasten občutek opolnomočenja, odločnosti, organiziranosti in nenazadnje učinkovitosti. Letošnje leto je nekoliko, nihajoče, da se blago izrazimo. Ampak v tem času bi se znalo zgoditi, da se boste odločili za nekaj povsem novega, drugačnega, da boste začutili nek nov zagon, ki vas bo vodil ali nekam povsem novo, ali pa nekam, kamor ste že pozabili. Torej, lahko bi se nek cilj, potreba, želja, sanje iz vašega otroškega obdobja, iz vaše preteklosti znova oglasilo. Prisluhnite sebi, zakaj si tega želite in zakaj ste si tega želeli takrat in ali si ne mara to, ne boste zdaj pa z lahkoto privoščili. In še število življenjske poti 9. Pred vami je teden, v katerem bi se lahko ponavljala preteklost, pretekli občutki. Namen preteklosti nikoli ali pa zelo redko je to, da bi se ponovila, pravzaprav bolj kot ne nam nosi neko potrditev, da smo zrasli, da smo se spremenili. Vi pa se lahko vprašate, kaj od tega, kar ste v preteklosti opustili, morda lahko znova, da malo ponesrečeno rečemo, zaženete, obnovite, znova zaživite in ne nazadnje vi. Kateri deli vas v tem trenutku potrebujejo preporod, neko resnico, nek način kristaliziranja in na to s polno paro na nov način naprej. Tudi sicer za vse nas bo tale teden zanimiv. Ne glede na vaše število življenjske poti, v tem času bi se lahko zelo razjasnile stvari, lahko bi čutili potrebo po temu, da veste, zakaj se gre. Torej, to vprašanje, s katerim sem pričela, kdo je zdaj tukaj nor? A ti to resno? A res, a kaj? Zakaj se sploh gre? To vprašanje se bo ponavljalo toliko časa, dokler ne boste vi tisti, ki bo postavil ali postavila mejo. Torej, v tednu pred nami poslušajte sebe, s čim resonirate in s čim ne. Kaj je vaša resnica? Ali se je morda spremenila? In zakaj je takšna? Veliko stvari kar verjamemo, veliko stvari nekaj slišimo, preberemo na hitro ali na polno socialnih omrežjih in kar sprejmemo kot resnico. V tem tednu je prav, da si vzamemo čas, da preverjamo dejstva, da se dejansko naslonimo na dejstva, ne na rekla kazala, ne na nekaj, kar bi lahko bilo, ne na nekaj, kar je soseda rekla, na nekaj, kar smo slišali 10 let nazaj. Jaz verjamem, da tudi o vas ste kdaj slišali kakšne govorice, ki vam niso bile všeč in niso bile resnične, in verjamem, da tudi mi sami ne malo kdaj nasedemo na govorice o drugih. Torej, naj bo ta teden namenjen temu, da iščemo svojo resnico, svoje vrednote, krepimo svojo integriteto in ne nazadnje iščemo resnico. Torej, drage moje, v tednu, ki prihaja, se bo pokazalo marsikaj nerazčiščenega. Torej, če bi imeli občutek, da so stvari nekoliko hecne, nič ne de, tudi ta teden bo minil. In naslednji teden bom znova z vami, da vam povem, kaj prinaša 28. teden.
Posvetili se bomo pa eni zelo zanimivi temi, in sicer, zakaj prihaja do nesporazumov. Kaj je tisto v naši energiji, ki jo mi oddajamo, zaradi česar morda vedno znova pustimo malo slabši prvi vtis, kot bi si želeli, ali pa drugačen prvi vtis, kot bi si želeli, zakaj vedno znova prihaja do nesporazumov, do narobnega razumevanja. To se skriva v enem izmed naših osebnih števil, reče se mu število osebnosti, naučili se ga bomo izračunati in kaj to za vas pomeni. Torej, vabljeni v mojo družbo znova naslednji teden na ETV ob 8. zvečer. Sicer pa vabljeni tudi na mojo spletno stran, kjer si lahko že vnaprej tudi malo o tem preberete, www.lili-forum.com. Če imate vprašanje, če imate predlog, glejte, Jakob zelo rad pride v našo oddajo, pa kar pogumno napisati na ls@lili-forum.com. Zdaj pa vam želim en fantastičen 27. teden. Pa, pa!